Rotarjeva krogla z jedrem na Sotočju. Zastava povezuje krajane Pirnič. Digitalno opismenjevanje s simbiozo. Zaključni projekt letošnjih prostovoljcev. Tradicionalni likovni ekstempori. Na prazniku glasbe v Sori. Študentski dan ob Zbiljskem jezeru. Pozdravljeni v novicah med vodami v tednu, ki je namenjen praznovanju občinskega praznika. Praznično tudi začenjamo današnjo informativno oddajo, saj se je vsaj simbolno 23 let po smrti v Medvode vrača legendarni medvoščan kipar France Rotar. 30-letnica občine Medvode bo tako zaznamovana tudi z odkritjem njegove skulpture Krogla z jedrom na lokaciji nasproti njegovega ateljeja na Sotočju Save in Sore. France Rotar velja za enega najbolj prepoznavnih predstavnikov slovenskega kiparstva. V slovenskem prostoru je bil odličen kiparski mojster Rotar premalo predstavljen, čeprav je po svojih delih močno navzoč ter viden na ravni evropske estetike. Bil je redni profesor za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, nagrajen številnimi kulturnimi nagradami. Leta 1971 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1980 Župančičevo in leta 1988 Jakopičevo nagrado. Njegova dela najdemo v številnih javnih in zasebnih prostorih širom sveta. Njegovo ustvarjanje pa je imelo svoj izvor v Medvodah. Oče je seveda živel v Medvodah je tudi ustvarjal. Poznali so ga Medvoščani, vsi ga še poznajo, ga imajo še v srcu in v glavah, ker on je bil res obraz Medvod, če tako rečemo. Res je, da je kar v mnogih prestolnicah po svetu nekaj njegovih javnih del, dosti večjih pač kot je ta, ker nam jo je zapustil. Zaradi Rotarjevega izjemnega pomena za medvoško umetniško zgodovino je že dalj časa tlela ideja o postavitvi kakšnega njegovega dela v centru Medvod. Tudi naša televizija je že takoj po njegovi smrti pod režijo Franceta Cegnarja in z igralcem Janezom Škofom pripravila spominski film o Francetu Rotarju ter kar vizionarsko postavila njegovo skulpturo krogle ravno na Sotočje Save in Sore. Ideja je bila res že kar nekaj časa, kar veliko ljudi me je sprašvalo, zakaj ne. 30 let nazaj je bila celo ideja, da bi na krožišču v Medvodah eno prekrasno z nerjavečega jekla, dosti veliko, 3-metrsko naredili, ampak je potem zaradi daljnovodnega kabla, ki gre točno čez sredino, ta ideja padla v vodo. Potem so pa seveda bile razne ideje, dajmo kam, dajmo v knjižnico, sem na park in tako. No, končno je ideja dozorela in mislim, da je skulptura našla lepo mesto in da bo oče gledal dol na svoj lep, ljub Sotočje in da se mu bo dobro zdelo. Zaradi tega je res za pohvalo ideja pripravljalcev programa ob 30-letnici občine Medvode, da se v okviru te obeležitve postavi Rotarjeva krogla na Sotočju. Tako so z Rotarjevimi dediči dosegli dogovor o prodaji skulpture, obenem pa je umetnikov sin Rok na očetov način poskrbel tudi za postavitev krogle. Oče je vedno, kadar je bilo kaj težkega za prestavljati oziroma kadar je bilo kaj za odzigvati, ker je delal seveda tonske konstrukcije, bodisi da je bilo to v kamen in to je vedno pobral ljudi iz bifeja, iz Rotarjevega hrama. Pejte mi, fanti, nekaj pomagati, bom pol za pijačo dal. Tako da so se včasih kar cel dopoldne zafrkavali, ker je bil zelo natančen pri postavitvi svojih del. Ni smel biti preveč odprt, ne preveč zaprt, dajte spustiti, dajte odzigati in tako. Vedno so pomagali prijatelji, seveda pod njegovo taktirko in tako sem si tudi jaz drznil za tole postavitev ob tej priliki uporabiti oziroma izkoristiti njegovega asistenta, akademskega kiparja Jureta Smoleja, ki je v bistvu tudi po njegovi smrti prevzel predmet obdelava kiparskih materialov na Likovni akademiji v Ljubljani in Jure je seveda zelo nesebično v želji po tej postavitvi in po dobrih odnosih z očetom je takoj privolil, ker on ga je poznal v nulo, ker če sta 20 let skupaj ustvarjala, se družila, je dobesedno vedel, kako oče diha. France je bil izrazit praktik. S teorijo se ni ukvarjal, je imel pa
zelo razvito umetniško intuicijo in to je tisto, kar je njega, rekel, peljal naprej v njegovem raziskovanju. Naredil je, rekel, veliko motivov, veliko je preizkušal tudi, recimo, če pogledate njegove risbe, skice za kipe, ne, imate zelo veliko različnih, ne, in rekel, ta je pa tisti, ki je kapitalen in zato tudi ta tukaj najbolj paše. Rotar je bil človek, ki se je čutil tesno spetega z naravo, iz katere je črpal navdih za svojo umetnost. Zaradi tega je lokacija skulpture izjemna, saj je neke vrste jedrna točka združevanja dveh rek. Je točka, ki jo je umetnik gledal tako iz svoje dnevne sobe, kot tudi iz ateljeja. Ja, gledajte, tukaj sta dve veliki sili, dve veliki vodni sili, ne. In to je prispodoba sveta, veste, vsak tempelj mora biti prispodoba sveta in hkrati Božja hiša, ne. In tukaj je Francetova Božja hiša, ne, rekel, čisto v naravi, tako kot nič ni treba simbolizirati, ne, ampak vse priteče tukaj na tole sotočje in to je ta pravo mesto, ne. Točka moči. In na tej točki moči bodo v petek zvečer slovesno odkrili Rotarjevo skulpturo, ki se povezuje z idejo izvora, centra, okoli katerega se vse vrti in lahko simbolizira srce, energije ali središče življenja in ustvarjalnosti. Narejen je iz dveh lupin, oziroma iz lupine, ki se je razpočila, tako kot recimo orehi, ki se bojo malo razpočili, ne, ali pa še bolj recimo kostanji, ne. In noter je seveda jedro, ki je bistvo tega, kar mi uživamo, ne. Zato ima tudi, rekel, obliko popolnosti, je krogla, ne. In to je tisto, kar nam da, rekel, na en tak zenovski način za razmišljati. In France se je tega zavedal, nikoli ni razlagal tega, kaj vse to lahko pomeni. Seveda je zelo veliko likvotov, zelo veliko enih odmevov, kaj vse bi lahko na to rekli, ne. Ampak tukaj gre za bistvo, ki je stisnjeno ali pa komprimirano v krogli, ne, in lepo objeto, ne, s tem, da zaobjema, rekel, ene umetnostno-zgodovinske konotacije, rekel, iz pradavnine že ven, ne, do, rekel, simbola, ne vem, če sem mogoče malo grob, Združenih narodov, ne, ki takole držijo lepo v roki, ne. In je to, rekel, en tak univerzalen simbol sodelovanja, rojevanja, čuvanja, varne hiše in tako naprej. A veste, oče je v šali vedno, ko so ga ljudje, ali pa rekel, ko smo ga ljudje laiki spraševali, oče, kva pa to pomeni, ne? Je rekel, da v bistvu za nas navadne ljudi to nič ne pomeni, da smo preneumni, ne, in tako, skratka, zmeri se je majčkeno pohecal, da to je samo za pametne ljudi, da še on ne ve, kaj to pomeni, a ne, ker umetnostna zgodovina je vedno potem videla več kot sam umetnik, je pa ena osnovna ideja, je vedno rojstvo nečesa novega in propadanje nečesa starega. Ta propad leve in desne polovice krogle, lahko jajca in rojstvo nekega novega embrija, to naj bi bilo to. Drugače med Voščani se bomo pa predstavljali to kot Savo in Soro in seveda jedro, novo, se pravi, našo občino. Tako da domišljija ne pozna meja. Jedra v kroglah nas spominjajo na zamujene možnosti novosti, ker se nismo uprli neoliberalizmu. Prav zato bodo Rotarjeva dela večno aktualni navdih za upor zoper lakirane konvencije, na katere pristajamo v vsakdanjem življenju. France Rotar se je zavedal pomena časa, tudi minljivosti, zato je svojim kipom iskal in našel najbolj trajne materiale. Vanje je vtisnil iskrivo miselnost, tragično občutje in intenzivno doživljanje časa. Začel je kot upornik brez razloga, nadaljeval kot optimist in se znašel med elito družbene prenove, ki pa je na mesto v bolj humano družbo peljalo v odtujenost in zasužnjenost kapitalu, ki ga nikdar ni dovolj, ter v uničevanje okolja in slabljenje države v prid neoliberalnim vladam. In tudi zato si France Rotar zasluži, da je zavedno zapisan med medvoške velikane. Zastava je simbol in simbol je tisti, ki povezuje ljudi, je bila uvodna misel pirniškega župnika Blaža Jezerška ob blagoslovu zastave, ki so jo na dan solidarnosti 14. avgusta lansko leto dvignili visoko v zrak na vhodu v našo občino v Vikrčah.
Pred tednom dni pa je blagoslovil še zastavo, ki je zavihrala na drugem koncu krajevne skupnosti Pirniče na Vrjah. Kar lepa skupina krajanov se je odzvala povabilo pod Zajčevo lipo na križišče sredi Vrja. Na srečanje ob zastavi, ki je zavihrala tudi v počastitev Dneva državnosti. Danes je poseben dan, dvakrat poseben dan. Poseben dan je, ker sprejemamo medse to lepo enkratno slovensko zastavo, in pa poseben dan je tudi zato, ker smo se zbrali tako veliko številu na kakšni prireditvi, ki je vesele narave. Predsednik krajevne skupnosti Pirniče Damjan Zore je v nagovoru zanikal trditve, da smo Slovenci tako razdeljeni, kot hočejo to predstaviti nekateri. Slovenci nismo tako razdeljeni, kot nam pogosto vsiljujejo misel v nekaterih medijih. Vsem skupno nam je, da želimo živeti v miru, razumevanju, v ustvarjanju, predvsem pa v urejeni državi, kjer bodo zakoni za vse enaki, da bo lepo sprejet mladi rod, ki ima prihodnost v življenju, in bo poskrbljeno tudi za starejše. Ne mislim evtanazije. Namesto prebiranja rumenega tiska ali komentarjev si raje vzemimo več časa za družino, za soseda ali prijatelje, jih povabimo na kavo ali kozarček dobrega, ali pa mu pomagamo ostriči živo mejo, ki sega na cesto. Ob tej priložnosti je Zore predstavil delo krajevne skupnosti Pirniče oziroma posamezne projekte v teku in seveda tudi izzive ter pozval krajane. Prav je tudi, da sami po svojih močeh prispevamo za sožitje, za urejenost okolice, preglednost cest in prijazen pozdrav. Zastavo je blagoslovil pirniški župnik dr. Blaž Jezeršek, ki je ob tej priložnosti zastavo ponovno označil za simbol. Beseda izhaja iz grščine in ji po grško rečemo simbalein. Očitno je sestavljena iz dveh besed. Prva, sin, pomeni skupaj. Sinteza je ena podobna beseda. Tisto, kar potegnemo skupaj. Sin. Balein pa je beseda, iz katere izvira naše balinanje. Čisto preprosta beseda balinanje, ki dejansko pomeni metanje. Sin balein torej pomeni metati skupaj. Tisto, kar meče skupaj, kar zbira, kar povezuje. In še pojasnilo, kaj pomeni letnica 1982 na podstavku zastave. Tega leta smo dobili, v bistvu, bolje rečeno, prestopili smo iz kamene dobe v bronasto železno dobo. Iz asfaltne dobe, iz makadamske dobe v asfaltno dobo. Nič več prahu, nič več razoranih cest kot njive po neurjih. Druženje krajanov se je nadaljevalo pod Černetovim toplarjem na Pirniškem polju. Že v prejšnji oddaji smo poročali, da so lahko udeleženci občinskega srečanja upokojencev pred 2 tednoma obiskali tudi potujočo učilnico Simbioze Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje in dobili kakšen hiter nasvet z področja digitalnega opismenjevanja. Danes pa nekaj več o tem. Pred prizorišče tokratnega srečanja upokojencev 3 društev, ki delujejo v naši občini, se je torej pripeljala mobilna enota Simbioze. Simbioza je zavod za medgeneracijsko sodelovanje, ki deluje že več kot 10 let. Njegova primarna vloga je digitalno opismenjevanje vseh starejših na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. 4 leta nazaj smo pravzaprav zasnovali ta koncept potujoče učilnice Simbioza mobilna, ki obiskuje vse kraje po Sloveniji in tako naprimer po društvih upokojencev, po domovih za starejše občane in vseh ostalih interesiranih organizacijah izvaja brezplačne aktivnosti na področju digitalnega opismenjevanja. Največ izkušenj z digitalnim opismenjevanjem, bodisi prek pametnih telefonov ali računalnikov, v sodelovanju z zavodom Simbioze imajo pirniški upokojenci. Sprva je nekaj zadržkov sicer bilo. Kasneje se je izkazal in tudi tekom izobraževanja so nam lepo povedali, da nič ne moramo pokvariti, da se da vse, tako pametni telefon kot računalnik ponastaviti in spostaviti v prvotno stanje. In od takrat naprej mislim, da se je ta izobraževanje prijelo
in da ljudje z veseljem prihajajo. Sodelovanje s Simbiozo so začeli pred 3 leti, potem ko so se s prednostmi tovrstnega izobraževanja seznanili preko Zveze društev upokojencev Slovenije. Pridobivamo nova znanja, od vsega tega do pogovorov s telefonom, kot uporaba pametnega telefona za tudi druge aplikacije, kot so na primer Zvem, potem za trgovine, te variante kot kartica, prehaja zdaj tudi v digitalno obliko. Potem tudi smo imeli izobraževanje Simbioze in pa banke, je prišla banka na kolesih in smo tam imeli tudi potek, kako to deluje, kako je vse to zaščiteno in da se nam ni treba preveč ukvarjati z zaščito, ampak da moramo znati pravilno vpisati številke in gesla in da to lahko deluje brez, da bi se bali za svoja sredstva in je podobno, kot če dvignemo na banki sami. Zavod Simbioza je letos pristopil tudi v projekt Ministrstva za digitalno preobrazbo Mobilni heroji. Torej, mobilni heroji smo tisti, ki obiskujemo številne kraje po Sloveniji in vse starejše od 55 let digitalno opismenjujemo, torej učimo uporabljati računalnik, pametni telefon, tablico in povezane moderne tehnologije. Kaj je v tem trenutku najbolj aktualno? Trenutno najbolj aktualno so predvsem komunikacijska orodja, elektronska pošta, potem na drugi strani tukaj tudi so različne e-storitve, digitalne identitete, ki nam omogočajo torej dostop naprimer do e-zdravja, do storitev e-uprave in podobno, kot tudi naprimer digitalna banka. Po izkušnjah sodelavcev Simbioze na starejše na tem področju digitalnega opismenjevanja ne smemo več gledati zgolj kot na ranljivo skupino. Marsikateri lahko te zelo presenetijo s svojim znanjem in v bistvu zavedanjem, kako tovrstne tehnologije pridejo prav v vsakdanjem življenju, zavedajoč se tudi tega, da se starejši zelo radi učijo. Je v bistvu tudi to pokazatelj, da imamo naše delavnice praktično do konca leta zapolnjene, pravzaprav smo prisotni po vsej Sloveniji. Poleg tega pa treba povedati, ko se starejši česa naučijo, potem to z velikim veseljem radi pokažejo še drugim, tako se tudi na ta način skozi različne krožke znanje širi in kar je najbolj pomembnejše je to, da starejšim te zadeve znaš predstaviti za njih uporaben način. Ko društva upokojencev organizirajo to vrstno digitalno opismenjevanje, v naši občini so po novem vključena vsa 3 društva, to ne pomeni, da se ga lahko udeležijo le njihovi člani. Komu je torej namenjeno digitalno opismenjevanje? Vsem od 55 plus, to se pravi, ni treba, da je kdo v društvu upokojencev, lahko se nam pridružijo vsi. Kdaj in kje vam bomo sporočili tudi mi na naših videostranih. S koncem šolskega leta se zaključuje tudi tokratni sklop projekta Evropske solidarnostne enote, na kratko ESE, ki mladim med 17 in 30 letom omogoča, da postanejo prostovoljci v drugi državi znotraj Evropske unije, kjer sodelujejo v kratkoročnih projektih, se angažirajo v korist skupnosti, pridobijo koristne izkušnje, ki jim potem pomagajo pri poklicnem razvoju, ter seveda pridobivajo ključne kompetence za življenje. Virginija, Ana, Elmar in Valentino so svojim prijateljem in drugim obiskovalcem jedra prejšnji petek pripravili še zaključni projekt, s katerim so predstavili svoje delo v Medvodah. Projekt ESE je čudovita priložnost za mlade, ki si želijo novih izzivov, izkušenj in znanja. In v Medvodah so prva prostovoljca, Španca Roberta in Francozinjo Saro, gostili že od septembra 2018 do marca 2019. Na podlagi pozitivne izkušnje pa potem nadaljevali s sodelovanjem v projektu, ki se je leta 2019 preimenoval v Evropsko solidarnostno enoto, ter gostili 2krat po 3 prostovoljce, nato pa v letu 2021 zaradi velikega zanimanja povečali število prostovoljcev na 4. Tako je bilo tudi v projektu, ki se zaključuje in so tokrat gostili prostovoljce iz Grčije, Francije, Nemčije in Italije.
Odobren in finančno podprt projekt zagotavlja prostovoljcem nastanitev in prehrano, prevoz na delo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, mesečno žepnino in kritje stroškov prevoza v tujino in domov. So I want to be a journalist. Next year I will do studies for that. And I wanted to try the camera to do photos and videos. So I searched for projects like that. And there was in Slovenia, in Greece, in Spain. So I applied and then I saw this project was really nice and Medvode with all the nature. So I was like, okay, this is my number one. Project gained my attention because it was with movies and filming and photography, which I was interested in. So, I didn't know a lot about Slovenia before that, and it sounded interesting to me, so I decided for that. I decided for this project more for the project itself than the place, but actually it was better because I had no expectation on the place and I was more amazed by it because I had no expectation. So it was a coincidence again, but it was a very, very nice coincidence. Podobno kot Valentino, torej kot zelo pozitivno izkušnjo v prelepi in gostoljubni deželi, Slovenijo opisujejo ostali prostovoljci. I liked it very much. I've seen a lot. It's been quite a difference living near the mountains and like in Germany it's quite north, so there are not that many hills. And yeah, I liked it. Like I think culture, it's not super different to Austria and Germany in general. It has been a difference living on the countryside, but yeah, I would say I enjoyed it very much. People here were really nice, and yeah, it has been a nice time. So I have this in my country, but very far from where I live. In Slovenia, you can go to the coast and the mountain like in few hours. So yeah, and last few years I was in a big city, 700,000 people. So yeah, I really like the nature and be able to run with no one around, and yeah, it's very cool. Really recommend this exchange. I have already many friends who are applying to go somewhere. So yeah. For sure. Will you be able to use the things you have learned here in your life? I guess so. Maybe it will be just more like a hobby or a passion, but yeah, I was planning to do the same in other countries. If, for example, now I'm going to live to Greece and I'm thinking of doing the same there. So yeah, I can take inspiration from what I already made and do it in other places. Ob tokratnem zaključku pa so prostovoljci obiskovalcem jedra pripravili svojo predstavitev skozi en projekt, ki jih definira. Elmar, Ana in Valentino so pripravili video predstavitve, Virginia pa je svojo ljubezen do fotografije in naše dežele, kjer je spoznala veliko različnih in zanimivih ljudi, predstavila v obliki razstave. Last June, I visited for the first time Slovenia for a different Erasmus program. And I was walking in Ljubljana and I found this lady, Miss Vanya, she's the second one, and she was wearing a very nice outfit, so I asked her to take a picture of her. And basically she was the inspiration behind this photography exhibition, which is about people of Slovenia. And I chose 9 different people to represent them and show their work, what they're doing, with a main portrait, the big one, and then smaller ones that represent what they do. So I prepared a mini book or zine, more or less, about the football in Slovenia. I decided to do in the southwest part, and I have 4 zones. It's Ljubljana, Škofja Loka, Medvode, and then I went also to the sea. And actually it was not my first idea, but then for some other plans it changed, and this was my original very, very first idea, and that's because I like football and I like photography, and I just put on my passions, and that's it. You will see a short movie I prepared in the last weeks. It was part of an application for university. So yeah, I gave my best. It's not perfect, by far not, but yeah, I tried myself shooting out a short movie for the first time. So I prepared a report on Potica because I wanted to join 2 of my passions, journalism and food. So I will do a report, so it's on food checking. Maybe you know, it's like it will be a YouTube video
about potica with 3 different potica, and Jure Galicic, the jury of MasterChef, he tried the potica blindfoldly, and he say which one he prefers and stuff. And then I asked a few questions about history of potica, and yeah. So now you can make potica. Ooh, okay. I should, but it takes very few hours, so I need to practice. Izkušnje, ki so jih pridobili v izmenjavi, bodo uporabili bodisi pri nadaljnjem študiju, v poklicnem življenju ali pa kot hobi. I don't know yet. I think I would rather have it and keep it as my hobby. And maybe I would like to change and start working with children more, which we did do in this project as well. We did teach children. So I think I would prefer doing this more as my main job and having photography as my hobby. Virginiji se je Slovenija zelo priljubila in obljublja, da se bo kmalu vrnila, in ji zato ni hudo, ker se program izmenjave zaključuje. I would love to stay here more, so I will try my best to come back in September and start working again. So let's see. I'm not sad because I'm very positive that something will work out, so yes. Vsi pa se strinjajo, da je za mlade tovrstna izmenjava odlična priložnost za učenje tako veščin, kot tudi samostojnega življenja. Yeah, definitely. Like, it just came out of school and I think it's really nice to meet new people and be independent in some way, or to gain independence, which is quite fitting. You get like free living, and living a year abroad, can be challenging, but it's also a place to grow. It is so helpful, for real, because we are always on the field, like shooting, editing, and always with people, make contacts, and yeah, being really on the field. So it's not like in a class when you learn some theoretical stuff, which is also very good, but it's also helpful to be on the field. ESE je za mlade torej več kot odlična priložnost. Omogoča jim popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku prostovoljca domov. In tudi prostovoljci v Medvodah bodo svoje izkušnje koristili bodisi v nadaljnjem izobraževanju. Elmar je namreč ravno na dan predstavitve izvedel, da je sprejet na fakulteto v Dortmundu, kjer bo študiral film in zvok. Ana bo pričela študijem novinarstva. Eden bo izkušnje uporabil pri svojem delu. Valentino namreč odhaja v Grčijo, kjer upa, da bo lahko delal na podobnem področju kot v Medvodah. Ali pa bodo slovenske izkušnje podlaga za nekoliko bolj resen hobi. Virginija ima namreč fotografijo za svojo strast, v poklicnem življenju pa se bo raje posvetila vzgoji otrok. V Hrašah pred cerkvico svetega Jakoba so se likovniki kljub vročini že 7. srečali in ustvarjali svoje zamisli o detajlih iz narave. Tudi letošnji likovni ekstempore je bil plod uspešnega sodelovanja med kulturniki društva Jarem in domačini iz turističnega društva Hraše. Ekstempor je v vseh teh letih postal že dobro poznan v širši okolici in ima tudi že tradicionalen nabor ustvarjalcev, ki se z veseljem vračajo v okolico cerkvice svetega Jakoba. Letošnji ekstempore, ki je bil, moram kar odkrito povedati, pod vprašajem, je že 8. 7. Ne morem reči nagradni, ker denarja za nagrad ni, bojo pa dobili ta najboljši vendarle priznanja, zlato priznanje, srebrno priznanje, bronasto priznanje in vsi udeleženci seveda tudi zahvalo za udeležbo. Organizatorji so letos likovnim ustvarjalcem zastavili zanimivo tradicionalno hvaležno tematiko gozda. Tematika je zelo, zelo zanimiva. Namreč gozd. Gozd je takšna tema, da pravzaprav vsebina gozda je neskončna. Od nekih davnih strahov, recimo v srednjem veku, v času Valvazorja, da so tam strašili hudiči in tako naprej, pa škratje, pa vile, pa tako skratka skrivnostno, pa vendarle tako čudovito, sploh pa če greš v sam gozd noter, vidiš neverjetne stvari, tudi živa bitja, čeprav jih ni.
Odraslim so se tudi letos pridružili mladi, ki so pod vodstvom strokovnih mentorjev upodabljeni na predpisano temo gozd ali pa izdelovali izdelke domače in umetnostne obrti. Mladi se nam pridružujejo oziroma so se nam pridruževali že tako rekoč skoraj vsak extempore. Res je, da jih je bilo več prejšnja leta. Mladi pa, veste, po ocenah strokovne komisije leta nazaj, tudi recimo lansko leto, so pa tako pozitivne. Poglejte, mlada deklica je lansko leto osvojila tretjo nagrado za kvaliteto. Ne. Mislim, da bo lahko marsikdo ali marsikatera deklica ali deček postal tudi dober likovnik, slikar, če drugega ne se bo za to zanimal. Po drugi strani imamo pa še kako bi rekel, delavnico domače in umetnostne obrti, tudi na temo gozd. Extempore v Hrašah se je po tradicionalnem celodnevnem ustvarjanju tudi zaključil tradicionalno svečanim odprtjem razstave, druženjem ter kot vedno s pogostitvijo. Tudi tukaj gre za že tradicionalno dobroto članov turističnega društva Hraše, šmornom. Če ne bi bilo turističnega društva Hraše, njihovih čudovitih članov, potem tega extempora enostavno tukaj na tem mestu ne bi moglo biti. Mislim, da je to tak dogodek, ki bi ga bilo škoda zanemariti, škoda pozabiti, ampak če se ne bojo pravila in kriteriji spremenili, vam povem, ne samo Hraše, tudi marsikaj drugega ljubiteljskega bo propadla. Roman Veras kot predstavnik KUD-a Jarm intenzivno opozarja občino, da je trenutni pravilnik za razpise za kulturno dejavnost zastarel in neustrezen ter potreben takojšnjega ukrepanja. Ravno med našim pogovorom na to temo se je v Hraški cerkvi oglasil zvon. Slišali ste ravno kar plat zvona. To pomeni, zadnji čas je, da občina, ne kulturna zveza, niti OKZ, ustanovi komisijo, ki bo spremenila kriterije, te neživljenjske kriterije, ki zavirajo, so birokratski, zavirajo vso več ali manj kulturno dejavnost, predvsem pa ljubiteljsko. Jaz sem sam napisal nekaj predlogov, no zdaj o tem ne bom govoril, poslal sem jih na ustrezno mesto, upam, da bojo upoštevali, da se bo kaj spremenil, kajti tako zadevo, ki je bila letos pri tej razporeditvi sredstev, sicer se komisija izgovarja, pač se drži tistih pravil, kar še enkrat dokazuje, da so nemogoča, pomeni, da je treba ta pravila in kriterije spremeniti. Še isti večer so pred cerkvijo svetega Jakoba predstavili vsa likovna dela ter izdelke, ki so jih na ustvarjalnih delavnicah pod vodstvom Urške Lah in Nevenke Verbič ustvarili najmlajši udeleženci in njihovi malo starejši dedki in babice. Na odprtju razstave v ponedeljek pa so obiskovalcem na Aljaževini predstavili najboljša likovna dela nastala v Hrašah na temo gozd. Bronasto plaketo je prejela Ana Marija Meglic za delo Krošnja ob jezeru, srebrno plaketo Tone Gabor za Korenine, zlato plaketo pa Binca Lomovšek za Pomlad v Brezovem gaju. Pa še eno zanimivo so slišali udeleženci odprtja razstave. Predsednica žirije je razglasila nosilni temi obeh likovnih ekstemporov prihodnje leto. Hraše 2025, Iman Krompir in Aljaževina 2025, Oj mladosti moja. Že v petek 21. junija je od 10. do 22. ure zazvenela glasba širom Slovenije. Iniciativi Fête de la Musique oziroma prazniku glasbe se je tokrat pridružilo 25 mest oziroma krajev. Med drugim je zazvenela tudi v cerkvi svetega Štefana v Sori. Nastopila sta Vladimir Hrovat na ustni harmoniki in Lara Pelikan na harfi. Večer je bil posvečen francoski klasični glasbi 19. in 20. stoletja. Skladatelja in nekdanjega violinista v simfoničnem orkestru RTV Slovenija Vladimirja Hrovata med voščani že sicer poznamo predvsem po ustni harmoniki, s katero je začel koncertirati že leta 1988. Zaslužen je, da se je ta inštrument dobro prijel tudi v Sori. Pred 11 leti je ustanovil ansambel ustnih harmonik Sorharmonika, ki je dosegal lepe uspehe na več mednarodnih festivalih ustne harmonike. V času epidemije je začel koncertirati Simono Perme kot duo Sorharmonika,
Tokrat v Sori pa smo bili priča simbioze ustne harmonike in harfe. Celjanka Lara Pelikan je akademska glasbenica, harfistka. Magistrirala je v razredu profesorice, sicer Medvoščanke po rodu, Mojce Zlobko-Vajgl. Kot sta zapisala v vabilu, sta bila med njunima študijema na Ljubljanski akademiji za glasbo oba Prešernova nagrajenca, da sta dve mladi duši dveh zelo različnih generacij, a navdušeno dopolnjujoči se svojima tako različnima in vendar tako čudovito ujemajočima se glasbiloma. Gre za svežo zasedbo Harp and Harp duo. Eno od prvotnih imen za ustno harmoniko je bilo židovska harfa. In danes se v bluzu praktično samo uporablja izraz harp in ne harmonika, kot sicer za ostale. In tukaj imamo pa še harfa, ta pravo veliko, pa mi je prišlo na misel harp and harp. Do tega sodelovanja je prišlo predvsem, ko me je en večer klical Vladimir, da je čez 2 dni koncert in jaz sem rekla, sva se spokala, začela vaditi in potem se mi zdi, da je tako najen duet nekako postal neka čarobna zgodba pa zvok, ki sva ga ustvarila in je obema tako všeč bilo, da zdaj še nadaljujeva s tem in čim bolj probava koncentrirati okoli. Tokratni večer sta posvetila klasični francoski glasbi. Rdeča nit je recimo kar čudovita francoska glasba 19. in 20. stoletja. Zakaj ravno to? Zato, ker se izjemno lepo ujema z najmenima glasbiloma, ki, kot je bilo videti in slišati, tako majhna ustna harmonika in tako velika harfa gresta čudovito skupaj. Vladimir Hrovat je tudi aktivni skladatelj, ki piše orkestrsko, zborovsko, komorno in solistično glasbo, ter seveda številne priredbe za ustne harmonike. Tudi tokrat je koncertiral z različnimi ustnimi harmonikami, ene pa je še posebej izpostavil. To je novejši proizvod, kromatična ustna harmonika, ki je narejena po principu normalne kromatične ustne harmonike, ampak v obsegu violončela in omogoča muziciranje v tem diapasonu, v tem področju, ki ga ponuja violončelo. Bom vprašala kar takole, koliko ustnih harmonik imate vi doma? To je pa pravzaprav težko vprašanje, težko odgovoriti, ker naprimer tistih diatoničnih imam tudi vse mogočih durih, celo molih in tako dalje. Tako da, meni se zdi, da sem zadnjič nekaj probal zračunati, a najmanj 30. Vaša ljubezen do harfe oziroma vaša pot? Ja, moja pot, jaz sem začela igrati harfo pri 7 letih, takoj sem se zaljubila v njo. Potem sem ustrajala, šla na akademijo in zdaj smo tukaj, je postala ljubezen mojega življenja, tako da. In občutki v današnji akustični, dobro akustični ali kako? Čudovita cerkev mi je bila, jaz sem uživala v igranju, tako da same pohvaljeno in res upam, da se še vrnemo. Šlo je za koncert v okviru ljubljanskih prireditev ob svetovnem prazniku glasbe 21. junija, vendar organizatorju ustreznega prostora za koncert v Ljubljani ni uspelo najti in tako sta pristala, kot menita oba, v idealnem ambientu Sorške cerkve svetega Štefana in požela velik aplavz. Prav tako že prejšnjo soboto je potekal že drugi Zbilje voli, ki ga je organiziral klub medvoških študentov. Mladi so preživeli dan ob Zbiljskem jezeru, družili in zabavali so se ob dobri glasbi in različnih športnih dejavnostih, osrednja pa je bila odbojka na mivki. Študentje pa že sedaj obljubljajo tudi aktivno jesen, med drugim karierno tržnico za devetošolce. Že več kot leto dni v Medvodah deluje klub medvoških študentov, ki ga vodi Aljaž Rezer. Letošnje leto so zaključili na, lahko rečeno tokrat že tradicionalnem, drugem Zbiljevoliju, kjer se mladi predvsem družijo ob dobri glasbi, hrani, pijači in glavni dejavnosti dogodka, odbojki na mivki. Gre za turnir za študente, zraven tega so pa tudi še kakšne študentske igre, tako da v bistvu zabavamo mlade cel dan.
Ampak ja, osrednji dogodek je pa turnir. Poleg odbojke imamo še poligone za študentske igre, imamo ostale pivske igre in drugačne igre, imamo tudi spikeball in vse, da se lahko ljudje zabavijo. Na koncu dneva imamo pa tudi beer pong. Pa še kaj, na koncu žurka. Na koncu pa seveda še žurka, se drugače ne gre. Ob koncu izpitnega obdobja so mladi s tem dogodkom odprli vrata poletju in druženju, ki so ga vsi že komaj čakali. Ja, nekako s tem poletnim dogodkom zaključujemo polovico leta delovanja Kluba metodoloških študentov. V bistvu mi je všeč, kako smo se zbrali tukaj in naredili en velik športni dogodek. Moram reči, da je bilo zelo uspešno v zadnje pol leta. V primerjavi z lanskim letom smo nadgradili vse dogodke, povečali število dogodkov, povečali smo število aktivnih članov, ki dejansko aktivno participirajo v delovanju kluba. Tako da super, zelo fino. Kako pa so potekale priprave? Priprave so bile kar gladke letos, zdaj smo že drugi že, tako da smo že vse vedeli, kako gre, kako je treba vse narediti, tako da veliko lažje. Je bilo še zmeraj en kup dela, tako da hvala ekipi, da je bila tako dobra. Ampak ja, vredno. Dogodek je bil za udeležence brezplačen. Pri pripravi so sodelovali člani kluba, na dogodek pa so bili vabljeni vsi mladi, ki se radi preizkusijo v športnih aktivnostih in se družijo. Tekmovalci prihajajo iz kjerkoli, ni bilo nobene omejitve, ni nujno, da si član kluba metodoloških študentov, tako da so vsi res dobrodošli. Vzdušje je super, tudi igralci so zelo igrajo po pravilih fair play in je res dober. Tako meni kot v vlogi sodnika je res dober biti tukaj in je res fajn. Dogodka se je udeležilo kar 150 mladih. Trenutno nas je pa tukaj 20 ekip, torej 60 tekmovalcev, pa še vsi navijači, tako da vse skupaj po mojem 150. Vse njihove dosedanje, kot tudi tega, sofinancira občina Medvode, tokrat pa je bil njihov glavni sponzor Brinox. Ta dogodek sofinancira občina Medvode prek razpisa za družbene dejavnosti, za mladinske dejavnosti pravzaprav. Glavni sponzor dogodka je Brinox iz Medvod in seveda pač tudi ostali manjši sponzorji, ampak Brinox pa Medvode sta pa naša glavna podpornika. Pozitivnega vzdušja pri navijačih in tekmovalcih pa seveda ni manjkalo. Tukaj smo že drugič na odbojkarskem turnirju, navijamo za našo ekipo Sorčani in pričakujemo zmago. To je to. Ja. Jaz sem prišel naknadno, ker je ena ekipa spalila in smo zato prišli danes, torej dočeraj. Drugače igrava v dvorani, 2 odbojko. Jaz sem nasprotnik kluba metodoloških študentov, sem KŠK, tako da konkurenca. Ampak super, vse super. Kaj pa klub metodoloških študentov obljublja za naprej? Plani za naprej so taki, da imamo zelo velike ambicije in zelo velike želje, ker veliko nas je iz različnih področij delovanja, iz kulture, iz športa, iz družbenih dejavnosti ostalih in vsak ima neka svoja področja, ki jih pokriva s svojim znanjem in željami. Tako da nekako se želimo drugo leto osredotočiti še tudi na neke kulturne stvari, na delavnice, recimo izdelovanje izdelkov iz gline, pa na glasbene dogodke še bolj, pa tudi več športnih dogodkov si želimo, ampak to so želje. Kaj bomo pa dejansko speljali, bomo pa še videli. Je pa ena stvar, ki lahko potrdimo in to je ta, da planiramo, da bomo v novembru realizirali idejo, ki jo zdaj o njej govorimo že zadnje leto in pol, odkar je klub metodoloških študentov dejansko aktiven. In to je karierna tržnica za devetošolce v športni dvorani. Če bodo vse šole če bomo stvari lahko speljali, bomo to predvidoma speljali novembra leta 2024, se pravi letos. Iz urgence so poklicali policiste, saj se je tam zglasila gospa, ki je dan prej v prometni nesreči dobila telesne poškodbe. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je peška nepravilno prečkala vozišče, pri tem pa jo je zbil voznik kolesa z motorjem, pri čemer se je peška lažje telesno poškodovala. Policisti so ji izdali še odločbo o prekršku. Policiste je poklicala tudi občanka, ki jih je obvestila, da je bila pri trgovini v Medvodah udeležena v prometni nesreči s pobegom. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je prijaviteljica vzvratno zapeljala s parkirišča in pri tem trčila v neznani avtomobil, ki je po trku odpeljal naprej. Prijaviteljica bo zaradi nepravilnega premika vozila prejela plačilni nalog zaradi storjenega prekrška. Tudi padec kolesarke v Vikrčah je bil njena krivda in bo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo prejela plačilni nalog. Od ogleda pa so odstopili policisti po prometni nesreči, v kateri je voznica na cesti Nasvetje trčila v objekt. Na objektu ni bilo materialne škode, voznica in vozilo pa sta izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, kar je zadosten razlog, da policistom ni bilo potrebno ukrepati.
Neznanec je vlomil v skladišče gostinskega objekta na Medvoški in odtujil za 300 evrov alkoholne in brezalkoholne pijače. Policisti iščejo storilca, ki ga bodo kazensko ovadili. Občanu pa so konec meseca maja z dvorišča odtujili kolo znamke Marlin 8 modre barve s svetlim napisom Trek in ga s tem oškodovali za 1130 evrov. Lastniku avtomobila parkiranega na parkirišču v Zbiljah pa so s tatvino registrskih tablic oškodovali za 100 evrov. Zlobni storilec, ki je zaenkrat še neznan, pa je oškodovanki v rezervoar za gorivo in olje motorne kosilnice nasul sladkor in s tem kosilnico uničil. Zaradi poškodovanja tuje stvari bo o tem obveščeno tožilstvo, ki bo naknadno najdenega storilca potem tudi kazensko preganjalo. Iz trgovine v Medvodah je zaenkrat neznani moški ukradel kozmetične izdelke v skupni vrednosti 66 evrov. Tudi njega bodo policisti našli preko nadzornih posnetkov in potem seveda podali kazensko ovadbo na tožilstvo. Na policijski postaji se je zglasila tudi občanka, ki je neznanec vdrl v Facebook profil in si naročil 4 reklame v skupni vrednosti 840 evrov. Po zbranih obvestilih in pregledano dostopni dokumentaciji bo podana kazenska ovadba. Tudi zaenkrat še neznani storilec je svoje emocije in energijski višek sprostil nad parkiranim avtomobilom v Trnovcu in ga poškodoval po desni in zadnji strani ter s tem lastniku povzročil za 1400 evrov škode. Policiste so poklicali še v Presko, saj se stanovalka že nekaj dni ni oglašala na telefon. Na kraju so ugotovili, da njen telefon zvoni v stanovanju, zato so policisti ob prisotnosti svojcev in pomoči gasilcev zaradi suma ogroženosti vdrli v stanovanje. Žal so stanovalko našli mrtvo, tuja krivda za smrt pa je bila izključena. Na policijski postaji se je zglasil tudi pošten občan, ki je našel denarnico, to pa so policisti na podlagi dokumentov v njej vrnili srečni lastnici. V teh prazničnih dneh seveda upamo, da se bomo kje videli tudi v živo, naprimer na sobotnem pohodu od Jakoba do Jakoba, pa potem zvečer na brezplačnem koncertu Midva, kjer bodo organizatorji poskrbeli za pestro dogajanje. Že jutri pa bomo izvedeli tudi, kdo so dobitniki letošnjih občinskih priznanj, o čemer vam bomo poročali že na naši Facebook strani, z obsežnejšim videozapisom pa seveda v Novicah med vodami prihodnji četrtek. Skratka, uživajte v prazničnem razpoloženju in nasvidenje do prihodnjega četrtka.